Lepo pozdravljeni. Tokratni belokranjski obzornik bo praznično obarvan. Za nami so namreč prvomajski prazniki, povezani s kresovanji, praznovanji in pohodi. Prazniki, ki jih je zaznamovalo pravo poletno vreme, čeprav je zeleni jurij naznanil šele pomlad. In prav z zelenim jurijem pričenjamo tokratni obzornik. Belokranjski jurijaši so se tudi letos podali v Ljubljano k predsedniku države dr. Danilu Türku, dan poprej pa tudi v Zagreb, v hrvaško predsedniško palačo, da bi obema predsednikoma držav, torej obema narodoma, zaželeli dobro in uspešno leto. Tako so prepevali adlešiški osnovnošolci in predsedniku države izročili brezovo vejico z besedami. To so vejice za srečo in zdravje. Predsednik Türk se je zahvalil za lepe želje, predvsem pa za sporočilo zelenega jurija in izpostavil, da stara pomladna obredja izražajo optimizem in dejstvo, da prihaja nov čas, se življenje izboljšuje, če pa se še ni izboljšalo, da se bo. In tako so tudi vsakoletna sporočila zelenega jurija, ki jih gojimo v odnosih med Slovenijo in Hrvaško. Vaše sporočilo je še posebej dragoceno in kot lahko vidimo v zadnjih letih, daje tudi dobre rezultate. Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so se izboljšali, marsikaj smo že storili, marsikaj pa še bomo. Kot kaže, bo res potrebno, se smo vnovič priča diplomatskemu sporu in krhanju odnosov med sosednjima državama. Predsednik Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva je sicer ob obisku zelenega jurija v slovenski prestolnici ocenil, da so slovensko-hrvaški odnosi dobri. Mislim, da zelo dobri, ne rečem, da ne bi bili lahko boljši, ampak sigurno smo pa na platformi, ki veliko obeta. In ko Hrvaška stopi v Evropsko skupnost in ko bojo odstranjene meje, bo pa jo padle še poslednje sence, ki so morda še zdaj na poti. Da teh senc ljudje ob meji med državama ne čutijo in da dobro sodelujejo, so s pesmijo in plesom prikazali adlešiški osnovnošolci, tamkajšnji tamburaši in člani folklorne skupine iz hrvaške Velike Gorice, letošnji spremljevalci zelenega jurija. Belokranjski zeleni jurij s spremstvom je tako kot vsako leto obiskal tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je pozdravil njegovo poslanstvo in obdaril jurijaše. Sreča v srcih ljudi in če so ljudje dobri, potem je sploh ni važno, ki prihajajo. Jaz bi si pa želel, da bi bila tudi že ta tretja razvojna os končana in da bi bil ta prihod v Ljubljano iz Bele krajine obratno vedno lažji. Ljubljanski župan se je med Adlešičani še posebej dobro počutil, saj so mu predstavili kar 5 njihovih jurijašev, ki nosijo priimek Janković. Obisk prestolnice, župana in predsednika države pa je bil posebno doživetje za mlade jurijaše. Prvič smo. In kako je bilo? Zelo lepo. Bi še šli? Da bi. A zato bo priložnost šele prihodnje leto.
Morda pa se bodo srečali v Črnomlju. Belokranjski jurjaši in črnomaljska županja so namreč tako Jankoviča kot tudi predsednika Türka povabili, da jim vrneta obisk in se od 20. do 24. junija udeležita 49. jurjevanja v Črnomlju. Obljubila nista, zavrnila pa tudi ne. Še ostajamo pri starih ljudskih običajih. Mednje zagotovo sodijo prvomajska kresovanja. V pozdrav 1. maju so tudi letos v Beli krajini zagoreli številni kresovi. Kresovanja so pripravili v vseh večjih krajih in vaseh, a največ ljudi se je zbralo na Kozjem placu v Črnomlju. Tam so namreč črnomaljski kreskoti postavili 13-metrski kres, ki je pritegnil poglede mimoidočih, še preden je zagorel. Imeli smo plan tudi več ga narediti, ampak smo predvsem gledali, da bo lepši kot pa večji. Višina ne pomeni toliko, koliko je lepota kresa. Zaradi tega smo tudi kres malo razširili in tako je lepše zgleda. Sicer je vse odvisno od materijala, ampak se trudimo, da bi vsako leto čim lepšega naredili, tako da je že na videz lep, preden se zakuri. In res so mojstrsko opravili delo. Sicer pa so se priprav na kresovanje lotili že v začetku marca. Za velik in lep kres je namreč treba zbrati veliko lesa. Pomagali so jim mnogi. Zadnje leta nas kar sami kliče, če potrebujemo kaj materijala. Tako da po pravici povedano, za polovico materijala vemo, odkot je. Polovico se je pa kar sam nabral, so ga prepeljali. Nekaj smo dobili, so nam prinesli od starih skednjev, nekaj takega, nekaj smo pa tudi sušice v losi dobili, tako da čisto vse suho. In kresu ni niti ene gume ali kakšnega drugega neekološkega materijala, so nam zatrdili kreskoti. Nikdar in nikoli nismo še niti ene gume dali v kres. So se pa načrtno in sistematično lotili postavitve kresa. Najpomembnejši so temelji. Najprej moramo pogledati, da je od spodaj debelina. Zberemo debleje hlode, prej jih damo, da so od spodaj, da je pač neka konstrukcija, ki bo to držala, ker pač vidimo sami, da je to tudi 12-13 metrov visoko in mora nekaj držati. Ko so bili temelji postavljeni, pa so debla ročno zlagali v piramido. Na vsakem deblu se zareže na eni in drugi strani in se da za novo stopnico gor. Tako zložen kres je trden, gori dolgo in ni bojazni, da bi se porušil, pravijo kreskoti. Ker je bil postavljen že nekaj dni pred kresovanjem, so ga varovali 24 ur na dan, da jim ne bi ponagajali nepridipravi in kres predčasno zakurili, tako kot se je to zgodilo v Metliki in še nekaterih krajih. Napočil je zadnji april in vse je bilo pripravljeno za veliko kresovanje. Le še mlaj je bilo treba postaviti. A tudi to delo, za katerega so zadolženi starejši krajani, je bilo kmalu opravljeno in še pred večerom je na mlaju zaplapolala zastava. Kreskote pa je čakalo še eno pomembno opravilo. Kres je treba pravilno prižgati, da se ne bi porušil. Zato so postavili še dva manjša kresa, ki sta na veselje otrok zagorela že popoldne. Nastalo žerjavico pa so zvečer uporabili za prižig glavnega kresa. Ja, zakurimo ga iz vseh 4 strani, Se pravi, tako kot je že prej rekel, iz malega kresa potem na vse 4 strani, da naenkrat zagori. Kar je garancija, da bo kres gorel enakomerno in se ne bo nagnil ter porušil. To je najbolj ekološko in najbolj zanimivo tudi za ljudi in za nas. Ne rabiš drugih substanc in bolj ekološko je. Kakor hitro se je pričelo temniti, so se ljudje pričeli zbirati na prizorišču kresovanja. Najprej so jih s pesmijo pozdravile devojčice Zelenega Jurija. Ne pozna, da tebe nihče ne pozna, vsak te rad ima. Jaz sem iz kraja krasnega obraza vidno, jasnega ob kopi tam sem, jaz doma veselka sem srca.
Ko so dekleta odpela splet belokranjskih, domoljubnih in partizanskih pesmi, je zbrane nagovorila črnomaljska županja Mojca Čema Stjepanovič in svojem nagovoru obudila spomin na pomen 1. maja, praznika dela. Nato pa se je pozornost vseh zbranih preusmerila k kresu, kjer so kreskoti pričeli z ritualom prižiga kresa. Pripravljeno žerjavico so z lopatami enakomerno in natančno stresali na vseh 4 koncih piramide. In kaj kmalu je kres zagorel. Plameni so se pričeli dvigovati visoko v nebo. Kako je gledati, ko delo vaših rok gori? Malo težko. Ali zdaj smo ga delali? Ja, veliko truda je bilo vloženega. Fajn dosti. Ja, pač, vse s tem namenom smo naredili, ne? In ste zadovoljni tako, kot gori? Super. Do kdaj bo gorelo? Ja. Do jutra. Se ne bo porušil? Bo sam sebe. Ne po strani? Ne. In res je bilo tako. Kres se je enostavno sesedel in na veselje zbranih, po nekaterih ocenah jih je bilo skoraj 2000, gorel vse do jutranjih ur. Fantastično, enkratno, 1. liga, to je za pohvaliti. Profesionalno prežgano, enakomerno lepo goriti. Zelo lepo, hvala lepa, pridni so zelo. Nekaj takega še v svojem življenju nisem videla. Prvič ste? Kak drugi sorte kres, ampak je takega, tako specialno, pa resnično. Med zbranimi na kresovanju smo srečali tudi nekaj navdušenih obiskovalcev iz Srbije. Krasno so pripravili, vse je lepo načrtovano in odlično opravljeno. Pri nas je navada, da se ob oknju vrtita še odojek ali pa jagenjček. Lepa navada. A udeleženci kresovanja na Kozjem placu so bili zadovoljni tudi s čevapčiči. In nikomur se ni mudilo domov, saj so kreskoti poskrbeli za živo glasbo in žur do jutranjih ur. Uživali so tudi otroci, ki so občudovali kres in nam zatrdili, da je še prevelik. Aha, in boste danes dolgo kresovali? Ja, verjetno, da bomo. Nič zaspani? Ne. Krasno. Ja? Aha. Ste prvič na kresovanju? Ne, drugič. Je letos lepše? Je. Tako otroci, nekateri odrasli pa so le menili, da je ob letošnjem delavskem prazniku vzdušje slabo bolj, ne? Je pod vtisom teh ukrepov letošnje praznovanje? Vsekakor. Dobro, to je zdaj druga zgodba, zdaj se veselimo in to je to. Kaj praznujemo? Staro tradicijo, kresovanje, staro običaj. In v duhu starega običaja je bilo kresovanje, ki so ga že 12. leto zapored pripravili črnomaljski kreskoti, veselo, brez izgredov in za mnoge je trajalo tja do jutranjih ur. V prvomajsko jutro pa so se Belokranjci prebudili z budnicami tamkajšnjih godb. Mnogi, predvsem Metličani, so praznik dela izkoristili za pohod in druženje na Krašnjem vrhu, kjer je potekala osrednja občinska proslava o 1. maju. Metliški planinci, ki bodo avgusta letos praznovali 30-letnico uspešnega delovanja, so že 10. leto zapored pripravili prvomajski pohod iz Metlike oziroma Suhorja do njihove postojanke na najvišji točki v metliški občini. Moram reči, da je ta postojanka vse bolj obiskana, zlasti konec tedna, torej med vikendom, soboto, nedeljo. Tako da vsako dežurstvo imamo tukaj in moram reči, da je izredno dosti obiska. Tudi prvomajskega pohoda se je udeležilo veliko ljudi. Nekateri so se uspeli na Krašni vrh zaradi gibanja v naravi, drugi zaradi druženja in tradicije. Je bilo naporno? Zelo naporno, ker mi živimo v Holandiji že 40 let in tam je pa vse ravno, nismo tega navajeni več. To je že kar vsako leto tako, da greva tlele gor. Prevroče doma, tako je lepše malo na zrak priti. Druženje, to je osnovni motiv. Da se razgibamo, da malo praznujemo. Pač, lepo vreme je, to je eno, ne? Pa proslava, ne? 1. maj je 1. maj, še zmeraj. Zaradi tega,
ker se družimo, vidiš nekoga, ker je to lep praznik, ki ga treba spoštovati. A zanosa nekdaj tako značilnega za delavski praznik ni bilo čutiti na Krašnjem Vrhu. Da ima letošnji 1. maj grenak priokus, so menili skoraj vsi zbrani, tudi slavnostni govornik metliški župan Darko Zevnik, pa ne le zaradi gospodarske krize in visoke stopnje brezposelnosti. Ima posebej napoved o skrajšanju teh praznikov. Marsikomu je ta dodaten dan za 2. maja edini dan, ko je lahko z družino, in mislim, da bi morali ostati prazniki v takšni širini, kot so do sedaj. Malo ima grenkega prikusa, ki pravijo, da nam bojo drugega vkrali. Ja, to pa ne. To se pa ne strinjamo s tem. Vlada po svoje, oni ne rabijo nobenega praznika, nam ga ne pa prvoščijo. Če je praznik, pol naj bo čim več združenih skupaj. Eno za tiste, ki delajo, da se počinajo. Otroci imajo daljše počitnice. Ne. Bolj da delajo eno soboto, 2, pa to prenesajo noče že tako. Pa kaj jaz znam? Zdaj, če oni misli, da bi s tem ne znam kaj privarčevali, pa naj bo po njihovo, ampak ja mislim, da je bilo prav tako, kot je bilo, odkaj sem bil majhen. A od takrat se je marsikaj spremenilo. Tudi vreme ni več takšno, kot je bilo. Prvomajske praznike so namreč zaznamovale prave poletne temperature in na Kolpi se je pričela kopalna sezona. V 5 dneh se je namreč Kolpa segrela za 5 stopinj in zadnji dan prvomajskih praznikov so nam kopalci v kampu Podzemelj zagotovili, da je odlična za kopanje, saj so v njej namerili 19 stopinj Celzija. Ja, hvala Bogu. Da je topla, toplejša kot morje, nas je prepričeval tudi Slavci iz Črnomlja, ki je predtem z visoke vrbe skočil v reko in priplaval do obale. Z zgodnjim pričetkom poletne sezone so bili seveda zadovoljni tudi lastniki kampa. Večina stacionarnih gostov je že prišlo v kampe, prav tako nekaj prehodnih gostov. Tudi mobilne hiške smo čez praznike imeli polno zasedene. V kampu imamo super, letos je krasno vreme, čudovito je, odprli smo sezono, Kolpa čista, vse je urejeno, sanitarije so super, krasno, super. Na veselje mnogih pa na kopališču v Podzemlju, ki ga varujejo štorklje, tudi to poletje ne bodo pobirali vstopnine in parkirnine, saj menijo, da bi ta pregnala domače belokranjske goste, ki so še vedno, tako Pešelj, njihova najboljša stranka. Zadovoljni so tudi v avtokampu Primostek, ki so ga odprli pred prvomajskimi prazniki in že prvi dan, ko smo jih obiskali, zabeležili dober obisk. Vseh obnovitvenih del, ki so jih v kampu načrtovali ob koncu lanskega poletja, sicer niso uspeli realizirati, so pa postavili nastrešek nad gostinsko teraso, s katero smo nekako zdaj zagotovili, da nas glih vsaka majhno deževje ali kaj podobnega ne preseneti, in pa uredili smo čistilno napravo, gre za eno večjih čistilnih naprav, tako da bojo vse, bi rekel, kanalizacije, ki so v sklopu kampa priključene na to čistilno napravo. Posodobitev sanitarij, obnovo bungalovov in zamenjavo azbestnih streh na vseh objektih v kampu pa so morali odmakniti na jesenski čas, saj še niso uspeli najti finančnih sredstev za dokončanje tega projekta. Trenutno se pogovarjamo z bankami ali pa bi rekel z lastnikom Iskromis, kateri bi mogoče zagotovili sredstva, da bi lahko te projekte speljali do konca. Predvsem pa upajo, da bo letošnja poletna sezona, ki se je zgodaj pričela, boljša kot lani. Veliko bo odvisno od vremena, pravi Sever. Srečo z vremenom so imeli krajani Radovice, ki so minulo soboto pripravili traktorijado, tretjo po vrsti. Gre za edinstveno prireditev, katere glavni namen je druženje traktoristov ter predstavitev njihovih strojev različnih znamk in starosti, pravi glavni organizator traktorijade. V vseh teh krajih so razna športna društva, gasilska društva in tako naprej. In vsak se vidi v nekem društvu. Tukaj smo se pa našli ti ljubitelji traktorjev in te opreme, naj bo nova, naj bo starejša. In smo si zaželeli in prva ideja je bila, da bi se začeli družiti na nekem dogodku skupnem, ki nas povezuje. Stroji, delo, kmetijstvo in prav takrat smo začeli s prvo traktorijado. Tako da takrat prva traktorijada je bila res dosti manjša od te danes, nas pa združuje še vedno ista misel in ista želja po druženju.
Pomešali smo se med traktoriste in jih povprašali, kaj menijo o prireditvi in zakaj prihajajo na traktoriado. Nisem še bil, pa sem se odločil, da se oglasim in vidim, kako vse skupaj to poteka. V prvi meri druženje, v drugi meri pa malo, da se spoznamo, kakšne nove stiki, kontakti. Nekateri so se pripeljali s traktorji novejših letnikov z različno opremo, drugi pa s traktorji častitljive starosti, starimi skoraj toliko, kot so traktoristi, ki jih vozijo. Imaš več od mene. Starejši od vas? Tako, ja. Koliko je star? Mislim, da okoli 35 tam nekje. Ne vem, točno bi mogel v prometno pogledati. Pa še vedno ga uporabljate, še vedno dela? Seveda. Trenutno je edini pri hiši, ne, ampak za nas, kaj mi potrebujemo, je čisto dovolj. Ta traktor je last mojega očeta. Jaz ga imam po posesti od leta 85. Koliko je star? Letnik 75. Danes je bil še v lozi, z 3 kubiki peska iz Semiča sem pripeljal z njim v lozo, na pot smetov, očistil, prišel sem. In še dela brez težav? Brez težav. Videli smo tudi traktorje starejše od 50 let. A kot so nam povedali njihovi lastniki, jih še vedno uporabljajo za kmetijska opravila. Letos prvič pa so na traktoriado povabili nekaj podjetij, ki so predstavila svoj prodajni program povezan s kmetijstvom. Kmete so še posebej zanimali novi sodobni traktorji, tudi zelo majhni. No, predvsem so ti traktorji manjših gabaritov, namenjeni vinogradnikam, sadjarjem, kmetijam v Visokogorju, skratka povsod tam so težke razmere. In potem je potrebno, da so manjši traktorji, da lahko grejo med trsje, da lahko grejo podolke, v sadovnjake in tako naprej. Za vinograd so najbolj primerni, imam ja tega tam malo naprej. Je za vinograd, imam to zelo dobro, mi uspeva vinogradu, zelo sem zadovoljen z njim. Ne? A takšen velik, ko je ta, bi pa mogoče za kam drugam tudi prav prišel. Izmenjava mnenj in izkušenj s traktorji ter njihovo opremo je tudi eden izmed ciljev prireditve, ki so jo traktoristi ocenili kot odlično zamisel. To se mi dopade, ker te nekako vrača spet nazaj, ker nimam tem zaraščenim polikašnjem, to vse skupaj ni nič. Fajn bi bilo, da ti traktorji začnejo spet to ledino na novo. Jaz upam, da bo to časi ptaki prihajajo, da bojo spet te senivice obdelane in da bojo tudi stari traktorji spet dobili svojo vlogo in svoj pomen. Ker pa se tudi pri delu s traktorji dogajajo nesreče, je vse stroje in njihove lastnike blagoslovil tamkajšnji župnik, ki je traktoriste tudi opozoril, naj pri delu upoštevajo vsa varnostna pravila. Vzroki za nesreče so namreč različni. Od našega terena, ki je hribovit, kraški, nevaren, do samih traktorjev, sicer tehnični pregledi in to so danes dosti pripomogli k temu, da so vozila oziroma traktorji tehnično izpravni, ampak predvsem teren, mogoče tudi kakšna nepažljivost, mogoče tudi alkohol. Ja, tudi tega ni manjkalo na traktoriadi, katere rdeča nit so bile tudi družabne igre. Tekmovalci, med njimi ena ženska, so se pomerili v prenašanju težkih bremen, tudi takšnih, kot je 250 kg težka traktorska guma. In na koncu so za najmočnejšega traktorista razglasili domačina Tineta Reška, ki je zmagal že lani. Tako je letošnja 3. traktoriada minila v prijetnem, družabnem in tudi tekmovalnem vzdušju, v izmenjavi znanj in izkušenj pri delu s kmetijsko mehanizacijo in organizatorji so prepričani, da se bo prihodnje leto zbralo še več traktoristov, saj je v Beli krajini veliko traktorjev. Za eno majhno vas smo šli računati, ki ima recimo enih 80 ljudi, je pa v vasi 33 traktorjev. Tako da, če bi šli vsako vas v Beli krajini prešteti, bi jih krepko čez 1000 našteli. Na traktoriado pa prihajajo tudi kmetje iz sosednje Hrvaške in z druge strani Gorjancev. Zato so na Radovici prepričani, da ima ta edinstvena prireditev svetlo prihodnost.
Konec minulega tedna je sicer v Beli krajini mineval v znamenju številnih prireditev. Praznovali in tekmovali so gasilci, kolesarji, krajani Dragatuša, nekateri so se podali na pohode, drugi na Bartusijado, mi pa smo sobotni večer zaključili na 2 kulturnih prireditvah, v Semiču in v Metliki. A še prej smo se izdatno okrepčali s slastnimi češnjami, pa ne na Primorskem, pač pa v Radovici. Da ne bo pomote, nismo rabutali, čeprav je res, da bi težko šli mimo češnje, polne rdečih slastnih sadežev, s katerimi so se že sladkale ptice. V Beli krajini ni namreč veliko češenj, ki bi bile zrele že v prvih majskih dneh. Zato pa imamo Belokranjci kar nekaj piscev, ki nas razveselijo z novimi knjigami. V soboto so predstavili kar 3. V Semiču, kjer so obeleževali 130-letnico ustanovitve prve čitalnice v njihovem kraju, so predstavili 2. Milka Rauh je raziskala zgodovino njene rojstne vasi Sodinja vas, ki je danes del Semiča in se imenuje Sedinja vas. Rosa Mohar pa je v zajetno knjigo Gozdarjeva povest strnila življenjsko delo Franca Janeža, gozdarja z dušo in srcem, naravovarstvenika in izjemno ustvarjalnega človeka, ki ga Belokranjci zelo cenimo. Ni bilo enega človeka, ki ne bi izrazil eno tako res veliko spoštovanje temu delu tega človeka, ki je sicer dobil že ogromno priznanj, ampak jaz moram tako reči, saj mu ta priznanja nekaj pomenijo, ampak njemu največ pomeni, če gre z njim na teren, pa če si mu pripravljen pomagati, pa da bo on imel občutek, da to ne bo šlo, da ne bo propadlo, no, v bistvu tako. To je njemu. V Metliki pa je na svoj 67. rojstni dan predstavil svojo 9. knjigo kulturni ustvarjalec in humorist Toni Gašperič. Naslov Njen zlati nasmeh sicer zveni romantično, a 23 humoresk, združenih v knjigi, govori na njemu svojstven način predvsem o današnji kruti realnosti. Ta daje Toniju veliko gradiva za pisanje, zato že piše 10. knjigo in pridno ustvarja tudi v 3. življenjskem obdobju. Delo drži človeka po koncu, sicer pa v takšnem okolju, kot je Metlika, bi hitro počel kaj drugega, če ne bi imel kaj delati, kaj bolj nespametnega, kot je recimo pisanje pa priprava raznih literarnih in drugih večerov. Toniju seveda želimo veliko zdravja ob njegovem osebnem prazniku. Vam, dragi gledalke in gledalci, pa kličemo le še srečno do našega ponovnega snidenja čez 14 dni.